Lep pozdrav vsem skupaj na novi tiskovni konferenci Slovenske matice. Tokrat predstavljamo prvi letnik zbirke odstiranja nove zbirke Slovenske matice, ki je namenjena izdajanjem znanstvenih monografij več avtorjev. Kako je pravzaprav do ideje za to zbirko prišlo? V zadnjih letih Slovenska matica vnovič pripravlja več posvetov, simpozijev. Običajno so potem rezultati takšnih posvetov izhajali ali deloma kot bloki v glasniku Slovenske matice, včasih v samostojnih publikacijah, včasih pa do končnega izida niti ni prišlo. Ko smo pred 3 leti izdali rezultate s posveta, najprej Slovenski prvak 1918, ki smo ga organizirali skupaj z 2 drugima zgodovinarskima inštitutoma, nato naslednje leto zbornik ob 100-letnici univerze, ki je bil pripravljen skupaj z Univerzo v Ljubljani, pa ob 150-letnici Vižmarskega tabora smo enostavno pomislili, zakaj izdajati toliko ločenih zbornikov oziroma znanstvenih monografij več avtorjev, ne pa vseh združiti v enotno obliko, v enotni zbirki. S tem ne bi začeli ničesar pravzaprav na novo. Naloga Slovenske matice je to že dolgo. Prvič, ko sem na to malce pogledal v njeno zgodovino, je bil tovrstni zbornik oziroma delo več avtorjev v nekem pomembnem Slovencu izdano 1908. ob 400-letnici Primoža Trubarja. Na to so seveda izhajali še podobni zborniki in padla je pač ideja, dajmo vse skupaj zaokrožiti v zbirko in tako pravzaprav nekako formirati obliko in povedati že na zunaj, da to pa sodi v ta blok tovrstnega dela Slovenske matice. Kot smo tudi napisali, oblikovali pri tej zbirki, je knjižna zbirka namenjena objave znanstvenih monografij avtorjev, gre torej za skupinska dela, sad konferenc krajših posvetov. Razgrinjanje v teh zbornikih se ne omejuje le na enkratnost pojava, temveč sledi tudi njegovemu odsevu v kasnejših slovenskih duhovnih tokovih. Skozi poglavje monografije tako odgrinjamo tančice skrivnosti doslej manj znanega, odkrivamo nova spoznanja o sicer že poznanih dogodkih, dosežkih ali osebnostih in namen zbirke odstiranja je, da dodamo čim več novih spoznanj v slovensko duhovno zakladnico. Tokrat torej predstavljamo rezultate našega prvega letnika, ki je bil kar bogat, saj kot vidite pred vami je 5 zbirk. Tukaj imamo tudi 4 od urednikov zbirk. Kolegice sta se opravičile in bom v njihovem imenu tudi sam predstavil njuno delo. Torej, gremo kar po vrsti. Prva v zbirki je delo Miha Kralja, pionir industrijskega oblikovanja, ki ste ga uredili Barbara Predan in Špela Šubis, ki je lepo pozdravljeni med nami in bo tudi nekaj več povedala na to v knjigi. Kot drugi zvezek je šel Simon Rutar in Beneška Slovenija. Tukaj nam pač o urednici manjkate in bom v njunem imenu sam nekaj kasneje spregovoril. Kot tretji zvezek je šel knjiga o Emiliju Cevcu, umetnosti, zgodovinar in pisatelj, ki jo je uredil akademik Milček Komelj. Kot četrti zvezek Štefan Barbarič, ki ga je uredila Vesna Mikolič. In kot 5. zvezek Koroški plebiscit, rezultat opravljenega posveta, pa smo rekli, da bomo na to vseeno dokončali projekt, ker pač posveta ob 100-letnici Koroškega plebiscita zaradi covidnih razmer ni bilo mogoče opraviti. Kaj je pogoj za to zbirko? Pri vseh zvezkih, ker pač Slovenska matica si ne more privoščiti ene nove zbirke, če za to nima, bom rekel, urejenega financiranja, se imamo zahvaliti temu, da smo posvete ali pa knjige izdajali ali v sodoložništvih ali v soorganizaciji z nekom še zraven. Torej, kar pomeni, da je pri Niku Kralju, vsak je z nečim tudi povezan s Slovensko matico. Če govorimo o prvem zvezku, o Niku Kralju, sedimo na njegovih stolih, ki jih je seveda on oblikoval v tej dvorani. In je vse skupaj bilo izdano v soorganizaciji in soizdajateljstvu z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje.
Simon Rutar je bil dolga leta tudi član upravnih struktur v Slovenski matici in je pokrival tista področja, ki bi danes dali kot zgodovina, geografija, kulturna dediščina, narodnostno vprašanje. Tako da je bilo to izdano v soizdajateljstvu z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC Saduja. Emilijan Cevc je bil izdan v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, bil je prav tako, kot umetniški zgodovinar, bil je prav tako dolgo časa član upravnih struktur Slovenske matice. Štefan Barbarič je bil na Slovenski matici kakšno desetletje njen tajnik, nato je bil še direktor mestne knjižnice oziroma Slovanske knjižnice, ki je zdaj mestne knjižnice Ljubljana, ki je prav tako soizdajateljica pri tem zvezku. Peti zvezek, Koroški plebiscit, pa seveda so založnik Inštitut za narodnostno vprašanja, Slovensko matico, pa mogoče ima tudi toliko, kot bo še verjetno Daniel tudi povedal, da je tudi prvi zbornik bil izdan v tovrstnem okviru pred 50 leti, ob stoletnici imamo drugega. Če že govorim o sofinancerjih, torej pri vseh sem naštel soizdajatelje, torej pri katerih smo se potrudili, 4 knjige je podprla tudi Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar pomeni, da upamo, da bomo v bodoče seveda tovrstna dela vedno izdajali s pomočjo ARRS-ja. Pri Simonu Rutarju, za katerega pa nismo dosegli te podpore, pa nam je tisti primanjkljaj podporo dodala občina Tolmin, torej, ki seveda tudi skrbi za ohranjanje Rutarjeve dediščine. O sami vsebini ne bom govoril kaj, ker bojo o tem povedali še avtorji, morda samo še oblikovanje, kot vidite, da je enotno, je nadaljevanje tistega, kar smo že v preomenjenih zbornikih začeli, tako da pravzaprav so tako prelom, oblikovanje in naslovnici delo Barbare Bogataj-Kokalj in morda samo še to s tovrstnim delom seveda mislimo nadaljevati, morda ne v tem obsegu, ker je petkrat velik zalogaj za tako društvo, kot je Slovenska matica, ampak če mimogrede omenim, za letošnje leto sta v načrtu dva zvezka iz te zbirke, ena o filozofinji Almi Sodnik in ta druga kot rezultat lanskega seveda Zoom posveta ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa, tako da torej bomo, upam, uspešno nadaljevali. Zdaj pa bi šli po vrsti, tako kot so zvezki tudi izhajali, in bi najprej prosil eno od dveh urednic, torej Špelo Šubic, eno od dveh urednic knjige Niko Kralj, pionir industrijskega oblikovanja, druga urednica Barbara Preda se je pa zaradi družinskih obveznosti današnjega dogodka se opravičila. Špelo Šubic iz Muzeja arhitekture in oblikovanja, torej soizdajatelja zvezka, pa prosim za predstavitev knjige. Hvala za besedo. Bom predstavitev kar prebrala. Niko Kralj, prvi mednarodno priznani profesionalni industrijski oblikovalec v nekdanji Jugoslaviji, nedvomno sodi med pomembnejše pionirje slovenskega industrijskega oblikovanja. Sodi tudi med tiste redke slovenske oblikovalce, čigar ime in dela so znana širši javnosti, še več pa jih je, pogosto nevede, njegova dela redno uporabljajo. Kralj je verjel, da z dobrimi idejami lahko izboljšamo svet, zato ni čudno, da si je s svojim delom vztrajno prizadeval za dvig kakovosti naše bivanjske kulture. Kljub vse prisotnosti kraljevega dela in misli, da je do prvih analitičnih obravnav njegovega dela prišlo razmeroma pozno, verjetno je bil eden od razlogov tudi ta, da se je kraljevo delo zdelo v času svojega nastanka dovolj vidno. Ne gre pa tudi zanemariti dejstva, značilnega sicer za večino oblikovalcev in oblikovalk, da tako močne osebnosti, kot je bil Niko Kralj, zares dopustijo kritično obravnavo in primerjavo svojega dela šele v poznih letih. Za časa kraljevega profesionalnega življenja je bilo mogoče njegova dela srečevati na številnih skupnih domačih in mednarodnih oblikovalskih razstavah, sejmih ter v strokovni literaturi. Prva velika razstava z namenom sistematične obravnave dela Nika Kralja je bila načrtovana šele v drugi polovici 90-ih let 20. stoletja, a je ostala nerealizirana. Tako za prvi resen pregled kraljevega dela velja dokumentarni film Niko Kralj, kralj slovenskega industrijskega oblikovanja, avtoric Vesne Tržan in Barbare Predan iz leta 2004. Istega leta so 50-letnico stola Rex v Moderni galeriji počastili z razstavo Rex Evolucija.
pol stoletja zgodbe o stolu, katere avtorja sta bila Mika Cimolini in Igor Kebel. V letu 2010 je kraljeva diplomantka Jasna Hrovatin izdala monografijo Niko Kralj, še istega leta pa je ob veliki monografski razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje izšla tudi strokovna monografija Niko Kralj, neznani znani oblikovalec, avtoric Špele Šubic in Barbare Preden. Vsa našteta dela so poglobljeno obravnavala kraljevo delo na področju industrijskega oblikovanja, širši družbeno-primerjalni pogled pa je vse do sedaj umanjkal. Prispevki, objavljeni v pričujoči znanstveni monografiji, nadgrajujejo znanstveni posvet, ki sta ga ob 100-letnici rojstva Nika Kralja pripravila Slovenska matica ter Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Publikacija poglobljeno obravnava okoliščine, v katerih je deloval Niko Kralj, in še pomembneje kaže načine, kako se je iz danih okoliščin izraščal in jih prečil. Preko 9 prispevkov v monografiji spoznamo oblikovalca, ki je lastnoročno gradil temelje slovenskega oblikovanja in se pri tem gnal za vedno izmikajočo se popolnostjo. Monografijo sestavljajo 3 sklopi. Prvi sklop, kralja in njegovo delo premišljeno umešča časovno, prostorsko in vsebinsko v širši družbeni kontekst. Drugi sklop, kraljevo delo vzame pod drobnogled in nam razkrije številne detajle, ki so bili do sedaj širši javnosti manj znani. Zadnji sklop, po interpretaciji kraljeve hčerke Veronike Kralj Iglič, osvetli kraljevo osebno plat. Znanstveni prispevki temeljijo na sistematičnem raziskovanju bogatih arhivskih gradiv iz zbirk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Etnografskega muzeja Slovenije, Hrvaškega arhitekturnega muzeja in arhiva družine Kralj Iglič, tesno povezanih z Nikom Kraljem. Avtorji prispevkov so se pri raziskovanju posluževali historične metode in analize vsebine doslej zbranih in izdanih raziskav. Pregledano arhivsko gradivo razkriva, da Niko Kralj ni bil le odličen industrijski oblikovalec in radoveden raziskovalec, temveč tudi neprekosljivo plodovit pisec. V njegovem arhivu smo namreč odkrili prek 140 avtorskih člankov, predavanj, referatov in poročil. Slednje jasno kaže, da kralja ne smemo brati ločeno od prakse, temveč gre pri njem vedno za prakso s teorijo ali za teorijo s prakso. Vse posebnosti in smelosti navkljub je bil tudi izjemno stvaren človek. Med študijskim obiskom po Ameriki se videnemu blišču ni pustil zaslepiti, hkrati pa je vsakič znova opozarjal tudi na evropske slabosti. In prav v tej luči je treba brati njegov v naslovu knjige ujet do ameriških krogov kritični stavek, ki so sanjali o boljšem delu in večjem zadovoljstvu v Evropi. Kralj je za razliko od njih ves čas svojega delovanja ostajal trdno na tleh. Zavedal se je kulturno-družbenih kontekstov, a je hkrati z vizijo oblikovalca nenehno videl možnosti in zmožnosti za njihovo izboljšavo. Rešitve ni videl v begu, temveč v soočanju. K sodelovanju na simpoziju smo povabili avtorje, ki so kralja že strokovno obdelovali, ali pa tiste, ki se ukvarjajo s posameznim področjem, na katerem je bil Niko Kralj aktiven. Prvi del, čas profesionalizacije oblikovanja in formiranja oblikovalca Nika Kralja, uvede dr. Cvetka Požar. To je čas po drugi svetovni vojni, ko se z novim politično-ekonomskimi razmerami uveljavljajo tudi novi načini bivanja. Predstavi nam širše stanje oblikovanja in izpostavi vodilne osebnosti, ki so bile zaslužne za načrtovanje kvalitetnih stavbnih enot, vključno z interierji. Prav enakovredna obravnava notranjih bivalnih prostorov z arhitekturno lupino je omogočila razmišljanje o kvalitetnem serijsko proizvajanem pohištvu, kjer je kralj dobil svojo priložnost sodelovati v tej napredni širši zgodbi. Dr. Marta Rendla svojim prispevkom temu okviru doda še ekonomski pogled, podkrepljen s statističnimi podatki o standardu bivanja in kupni moči gospodinjstev v prehodu od agrarne v industrijsko družbo. Še posebej se na primeru pohištvenih sistemov Nika Kralja takrat posveti cvetoči lesni industriji. Izvemo na primer tudi, da je program Zveze komunistov Jugoslavije vključeval tudi potrošniško kulturo.
oblikovalski stroki pa se pojavi zavest o vzgoji potrošnika. Dr. Barbara Preden je v preteklosti že raziskala strokovno besedilo, v katerih kralj pogosto vzporeja tehnologijo in naravo. V tokratnem prispevku njegova razmišljanja primerja s svetovnimi teoretiki in dokaže, da je kralj dosledno lovil ravnotežje med prakso in teorijo. Oblikovanje vedno dela danes za jutri. Pri kralju je bil ta razmislek vedno prisoten. Predvideval je širok kontekst družbe, v kakršni živimo zdaj. Drugi del z naslovom Kraljevo oblikovanje uvede moj članek, v katerem obravnavam dve temi. Kraljeve predstavitvene kartone po tehniki kombinacije fotokolažev in ameriške retuše, ki so v času svojega nastanka služili kot nekakšen predstavitveni oziroma reklamni material. Prav preko teh fotokolažev in nekaterih objav v tiskanih medijih se nam izlušči še druga tema, skupina doslej neznanih oziroma manj znanih stolov, ki jih v živo še nismo spoznali. Dr. Iva Ceraj je napisala prispevek o vplivu Nika Kralja na ključnega hrvaškega oblikovalca Bernarda Bernardija in o njunih načinih standardizacije pisarniškega pohištva. Niko Kralj je namreč po letu 1960, ko je iz tovarne že odšel na novo delovno mesto na fakulteti za arhitekturo, kot honorarni sodelavec za tovarno Stol zasnoval širok sistem pisarniškega pohištva, ki je vplival na sodelovanje Bernardija s tovarno Twin iz Virovitice. Natalija Lapajne se je kot kustosinja pedagoginja osredotočila na prototip sistemske igrače Konstrukta, nastale po kraljevem razmisleku o izkoriščanju odpadnega lesa v proizvodnji. Pri raziskavi se je naslonila na arhivsko gradivo in na prototip igrače, ki ga hranimo v našem muzeju. Igrača je sicer v kraljevem opusu redkost, razen te sistemske igrače poznamo še eno, to je raglja. Etnolog Mika Špiček nam v svojem prispevku predstavi obsežen arhiv seminarskih nalog na temo kozolca, ki so nastajale pod kraljevim mentorstvom. V veliki papirni zapuščini Nika Kralja je namreč kar nekaj škatelj obsegal arhiv seminarskih nalog njegovih študentov, ki naj bi kralju služile za izhodišče pri njegovem doktoratu. Ta del zapuščine smo predali Slovenskemu etnografskemu muzeju, kjer ga je kolega Špiček digitaliziral in raziskal. Profesionalno in tudi osebno je Nika Kralja dobro poznala njegova asistentka na fakulteti, dr. Jasna Hrvatin. Ker je tudi sama napisala eno od monografij o svojem profesorju, smo jo kot predstavnico njegovih številnih študentov in dobro poznavalko njegovega dela povabili k sodelovanju. V naši monografiji piše o kraljevi profesionalni poti, svetovnih vplivih nanj, o pomenu narave kot gonilu kraljevega razmišljanja, o oblikovanju in o njegovem pomenu za slovensko industrijsko oblikovanje. K pisanju sva z Barbaro Preden povabili tudi osebo, ki ga je najbolj poznala. Njegova hči, dr. Veronika Kralj-Iglič, je edinstvena avtorica v bolj biografskem in osebnem tretjem delu knjige. Skozi pisma, ki jih je njen oče pisal v družini in svojih potovanj, in jih je Veronika skupaj s svojimi spomini povezala v lepo berljiv življenjepis, da dobro spoznamo kraljev značaj. Najlepša hvala za to izčrpno predstavitev prvega dela, torej če bo vprašanje, predlagam, da bi bila vse skupaj na koncu. Kot sem rekel, sta se kolegici urednici drugega zvezka, torej Simon Rutar in Beneška Slovenija, Danila Zuljan Kumar in Petra Kolenc iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRS so za danes upravičili, sta pa poslali kratko predstavitev, ki jo bom tukaj prebral. Torej tudi to je rezultat posveta, ki je bil še izveden v tistem prvem odprtem obdobju med prvo pa drugo zaporo zaradi covida, torej smo lahko ta posvet tudi še imeli v živo. Znanstveno monografijo, ki smo jo naslovili Simon Rutar in Beneška Slovenija, je spodbudila 120-letnica izdaje istoimenske knjige Beneška Slovenija, enega izmed prvih šolanih slovenskih zgodovinarjev in geografov, tolminskega rojaka Simona Rutarja. Prirodoznanski in zgodovinski opis s 15 podobami, kot je bilo podnaslovljeno delo, je šel v leto 1900 v okviru serije knjig Slovenska zemlja, čeprav je Beneška Slovenija po plebiscitu 1866 pripadla kraljevini Italiji.
Monografijo smo zato razdelili na dve poglavji. Prvo posvečamo spominu na Simona Rutarja, drugi del pa se osredotoča na Beneško Slovenijo. Delo je od ostalih prispevkov, ki so o Simonu Rutarju išli v preteklosti, dopolnjujoče prav z novimi spoznanji o Rutarjevem življenju in delu, ki jih v uvodni študiji Oris življenja in dela primorskega zgodovina Simona Rutarja prispeva zgodovinar Robert Devetak iz Univerze v Novi Gorici. Ob tem je pomembno poudariti, da je bil primorski rojak Rutar veliko več kot le zgodovinar. Pomemben je njegov doprinos pri postavitvi temeljev slovenske arheologije. Uveljavil se je tudi kot geograf, etnolog, narodopisec in pedagoški delavec. Deloval je v različnih okoljih tedanje Avstro-Ogrske, torej v Gradiško-Gradiščanski, Štajerski, Kranjski in Dalmaciji. Srečamo ga tudi kot odbornika Slovenskega planinskega društva in enega prvih sodelavcev Planinskega vestnika, o čemer govori prispevek Petra Mikše iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Prispevek etnologinje Karle Kofol iz Tolminskega muzeja izpostavi Rutarjevo bogato zapuščino, to je objave, s katerimi se je utrdil kot eden najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev in arheologov druge polovice 19. stoletja. Znanstveno monografijo bogatijo spraševanja o raziskovanju zapuščini Simona Rutarja ter primer vrednotenja Rutarjeve dediščine v Posočju. V drugem delu se monografija osredinja na Beneško Slovenijo. Geografiji zahodnega roba se posveča prispevek Jerneja Zupančiča, ki posebej izpostavi 4 vidike robnosti Beneške Slovenije. Robnost v okviru Italije, torej skozi državni vidik, robnost znotraj slovenskega kulturnega prostora, torej skoraj narodni oziroma etnični vidik, robnost v okviru poselitvenega teritorija Slovencev v Italiji, torej skozi manjšinski vidik, in socialno-prostorski vidik, izražen v dihotomiji med mestom, središčem in podeželjem. Zgodovinske razlage, zakaj so se s plebiscitom leta 1866 beneški Slovenci opredelili za Italijo, utemeljuje prispevek zgodovinarja Đorđa Banfiga, Proč z Italijo. Goriški zgodovinar Branko Marušič pa se posveča začetkom književnega ustvarjanja pri beneških Slovencih. Eden prvih, ki so ustvarjali v slovenskem jeziku, je špetrski rojak, duhovnik Jožef Podreka, ki je podpisan kot avtor knjige Katekizem ali kristjanski nauk v vprašanjih in odgovorih, zložen zlasti iz nauka gospoda Mihajla Kasatija, mondovinskega škofa od duhovnika Jožefa Podrejeka za slovenske šole. Kulturna zgodovinarka Petra Testen ZRC SAZU-ja nas v svoji raziskavi seznani z beneškimi diklami, ki so služile kruh kot hišne pomočnice v italijanskih mestih, ter kako je njihovo delo po vojni odmevalo v lokalnem časopisu, torej Matejurju. Vse od sredine 19. pa do srede 20. stoletja sledimo diklam, ki so na svoji koži občutile ambivalenten odnos družbe do njihove zaposlitve. Po eni strani so za izvorne družine in s tem tudi za regijo predstavljale znaten vir sredstev, po drugi pa je postajal njihov poklic vse bolj predmet obtoževanja, tako kot njihova odločitev za odhod in življenje v tujem mestu, ki je bilo izpostavljeno nevarnemu stapljanju slovenske identitete s tujo, večinoma italijansko. Za odhodi v mesta ne bi bile končno so krive za praznjenje domačij in uničevanje družin. Temu diskurzu je sledil tudi časopis Matejur, ki je kot glasilo Slovencev v Videmski pokrajini izhajal med letoma 1950 in 1973. Jezikoslovka Danila Zuljan-Kumar iz ZRC SAZU-ja, torej Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, pa nam v prispevku Slovenska identiteta med mladimi v beneški Sloveniji predstavi temelje, na kateri se danes v Benečiji gradi slovenska identiteta pri mladih. V prvi vrsti je zato zaslužna dvojezična šola, ki postavlja v teh krajih dolgo zatiran slovenski jezik v enakovreden položaj z italijanščino. Za vzpostavitev diskurzivnih praks, pri katerih bi imelo slovensko narečje ali pogovorni slovenski nadnarečni jezik prevladujočo vlogo tudi v neformalnih položajih v šolskem okolju ter na drugih področjih življenja, pa avtorica izpostavi tudi neformalno rabo jezika. Doprinos k monografiji je zagotavljal tudi predstavitev vzpostavljanja
pripadnosti skupini in maternemu jeziku kot tisti prvini, skozi katero se začne graditi narodna identiteta v otrokovem procesu socializacije in kulturacije. Prispevek Zdravka Likarja, ki monografijo zaključuje, predstavi pregled odnosov med Posočjem in Benečijo od povojnega časa do današnjih dni in z njim potrjuje procese kulturne, predvsem pa človeške, družinske izmenjave, ki niso v nobenem zgodovinskem obdobju poznali meja. Tako celotna monografija zapolni vse nekaj tistih zgodovinskih vrzeli, ki so se vzpostavili v odnosu matične države do prostora, kjer živijo Slovenci izven državnih meja, in tako Beneško Slovenijo skupaj s piscem njene prve monografije Simonem Rutorjem postavlja v središčnost obravnave. Hvala. Zdaj bomo pa prešli k tretji zvezku, ki ga bo predstavila urednica, tretji zvezek je Emilija Nosevcu, ki ga bo predstavil akademik Milče Kos, urednik, torej umetnosti, zgodovinar in pisatelj. Samo morda Milče Komel, prosite, to je pa lapo z njim. Sem hotel še pripomniti, da se vidi, kako je na nas vplivala pravzaprav pandemija COVID-a. Zdaj smo pri prvih dveh posvetih predstavljeni, do zdaj smo jih predstavljali v živo. Tretji in četrti o Cevcu in Barbariču sta že potekala po Zoomu, ta zadnji peti smo se mu odpovedali. In ko je bila seveda ta prva zapora mimo, smo prišli do druge zapore in zopet načrtovali predstavitve tovrstnih knjig. Prvi dve knjigi sta bili saj na tistem nivoju, kjer morate biti že predstavljeni, torej o Niku Kralju, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Druga knjiga je bila torej tudi že v Beneški Sloveniji v Špjetru predstavljena. Pogovarjali smo se tudi za Turnišče, da bi predstavili Barbariča, ampak na to je pa to že nova zapora onemogočila, tako da bojo pravzaprav te tri knjige pa danes prvič predstavljene. Torej, prosim, Milčka Komelja za predstavitev knjige. Cevc je bil tesno povezan s Slovensko matico, kot že povedal, Slovensko akademijo. On je odgovarjal, oziroma je dobil vse te knjige, dragocene, ki so šle v preteklih desetletjih pri Slovenski matici. Je tudi glavni avtor teh trilogij o kiparstvu in podobno. Zato mu je matica že pred 10 leti posvetila antologijo oziroma njegovih del, tako malo Cevčevo čitanko z naslovom Pesnitev in resnica. No, ta simpozij je bil pa posvečen 100 letci njegovega rojstva, po Zoomu je bil, kot rečeno, in povabili smo več sicer avtorjev, nekateri so bili tukaj in tako naprej, da je potem bil realiziran bolj komorni sestavi, so pa izbrali vsi sami take teme, pravzaprav da je Cevc, ne bom rekel novi luči, ampak predstavljen tukaj ne toliko z delom na področju kiparstva, ampak on se ukvarjal z vsem, na tistih področjih, kjer je bil manj nekako raziskan pa predstavljen. Poleg tega je njegov sorodnik Strgar napisal tako prisrčno, temeljito tudi predstavitev njega osebno, da je predstavljen tukaj kot človek in kot znanstvenik, kot pisatelj, ker je bil s početka tudi vstopil za vse življenje, in kot znanstvenik, da se celoviti podobi predstavljen. Zato sem jaz tudi kot v vodu ga predstavil nekako kot celovito osebnost. Potem takrat predsednik akademije ni bil, je imel druge obveznosti, je kasneje dodal svoj pozdrav, tako kot predsednik matice, in da ne bi zdaj mobil tle predolg, sem potem pa drugi del iz voda, enostavno je tukaj objavljen kot uvodni referat, čepravni referat, ki pozarja na Cevčevo vsestranskost, na to, da bi pisatelj, da ga zanima ljudska umetnost, vrhunska umetnost, slovenska predvsem, posebno tudi v mejni prostori, zlasti pa ljudska. Skratka, bil je tak zelo avtentični človek, in noter sem tudi veliko takih lahko utrinkov spominov na utkal. Potem resen del zbornika, oziroma resen strokoven, se pa začenja z predstavitvijo Cevca kot pisatelja. Cevc je, kot je znano, se predstavlja najprej kot pisatelj, napisal celo vrsto črtic, ki so nekatere objavljene tudi v tej antologiji, ki jo matica izdala. Predvsem je pa znamenit po svoji knjigi Preproste stvari, ki je napisana v duhu nove stvarnosti, ker opisuje najbolj take vsakdanje stvari, kot so rožni venec, piščalka, cokle in podobno, ampak doživi v njih neko
simbole bivanja, povezanosti s človekom, z Bogom in tako naprej, in svoj pogled na življenje skozi doživljanje in sjajno opisovanje teh predmetov uživlja. In zato je ta knjiga bila zelo popularna. Tudi iz izkušenj pa iz prepovedovanj, zlasti pri mladi generaciji, v dozavajočih letih so tukaj našli duhovne zatoščiče, zelo znamenita knjiga je bila. Cevc pa ni hotel ponatisati, če jaz marsikdo mu prigovarjal, in še po letu 2000 se bi pripravljal. Marsikdo potem je razglabljal tudi v zborniku, ki ga je Akademija zdala, o Cevcu je France Bernik pisal njej kot literatu in razmišljal, da ne bi se to ni hotel, ker pa tudi da je zato opustil pisanje, ker tak intimizem, ko na vojni ni bi priporočil, ne bi bil sprejet. Ne sem sprejet, sploh ne bi objavljal in podobno. No in kakorkoli, takrat se je odločil, tudi ta druga ponatis je bil zelo odmeren. No, kot pisatelja ste ga predstavlja pisatelja, oziroma pisatelj pesnik Robert Simonišek in Miklavž Komelj, ki je tudi pisatelj pesnik, no, ko Simonišek je to tako čutno predstavil vsebino teh njegovih zapisov, predelov, to je taka idealistična, magična, nova stvarnost, kakorkoli, če bi z tega vidika, ampak je našeno tudi skoraj zametke eksistencializma in podobno, skratka, subtilno je to zelo označil. Miklavž Komelj je pa bolj v zgodovinskem kontekstu, kjer je v nenavadnem času ta literatura nastajala in je skušal nekako Cevčev položaj, ker se je ukvarjal tudi z družbenih vprašanjskega časa ali pa tako kot kolega Gabrič, razpravljati o teh stvareh. Kajti Cevc je bil, kot je znano, je bil na tistem vlaku, ki so ga predverdu partizani napadli in je potem bil v partizanih pri gledališki skupini, potem se je pa čim nekako rešil, so bili drugi vsi ubiti, on je bil pa se vrnil v Ljubljano, v Ljubljani je bil pa se uveljavil kot eden teh vodilnih ali pa perspektivnih mladih pesnikov, katerim je v zborniku Zimske pomoči pisal Tine Debeljak, Severni Šali, Balantič in tako naprej, ampak potem seveda po vojni ni več pisal literature in podobno, ampak ni umolknil ali pa ni postal nekako še lokalen provincialen pesnik, ampak že v knjigi preproste stvari se vidi, ko opisuje tudi cerkvice, svetnike, kipe in podobno, da je tam nastavljen ves njegov odnos do likovne umetnosti in je potem enostavno se obrnil znanost, ampak tej znanosti je pa še vedno se izražal kot umetnik. Če se gleda njegovo besedišče, skratka, bistveno zanje bi po eni strani bil seveda strokovnjak, znanstvenik, objektivnik, ker je mogoče, tudi tako ni mogoče umeti v zgodovini, hkrati ga pa niso zanimale stilne spremembe, ugotavljanje stila ali pa motiva in podobno, ampak je skušal razbrati skozi umetnine se vživeti avtorja, njegov odnos do človeka, pomen umetnosti za Slovence, za človeštvo in podobno, skratka, on je odpira vprašanja izrazita te vrste. No in to se vidi potem tudi iz začetka prvega umetnostno-zgodovinskega prispevka, ki ga je napisala v tem zborniku njegova naslednica na inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, Mija Poter-Gorenčič, ki se je zbrala nekako, zato ker tam tudi zdaj riskuje in dokumentirajo korpus srednjeveškega slikarstva, njegov odnos oziroma njegovo delo, njegov pomen za riskovanje srednjeveškega gotskega slikarstva. Kajti Cevc je prvo delo ga objavil, da njegova diplomska naloga je bila obravnava fresk na Križni gori, na kateri je bil najbolj zavezan, če pred smrtjo hotel videti, in tudi zadnjega je ta vprašanje v zvezi s tem razkval. Ker ga je tako zanimala ljudska umetnost, on je vedno povezan etnologijo, ga je pritegoval Crngrad, ne samo kot umetnodinski spomenik, ampak kot pričevanje pravzaprav življenja človeškega, slovenskega takrat, in je zato raziskoval to sveto nedeljo, ker se pri prizoru vsakdanjega življenja, posebej v enem članku prizor neke predilje, ker je ugotavljal, da je v liki nekje še zdaj na tak način preden podobno, skušal ugotoviti, koliko so ta dela res izraz tedanjega življenja ali samo grafik in podobno, skratka. Osnovna, pa najbolj taka zanimiva njegova razprava o srednjeveškem slikarstvu je pa objavljena kot esej v sodobnosti ob razstavi kopij slovenskih srednjeveških fresk in takrat je on se tako užival te freske, nekaj vstopomedne, opisoval naravo in tako naprej se užival v te mojstre, ki hodijo v naročnike in je
tudi zato ta kolegica, ki postopoma spremlja te njegove članke, večkrat citira in pokaže njegov način pisanja, ki pravi, da je znanstven, hkrati pa tudi skrivnosten, mističen, poetičen, umetniški, dostikrat citira take odlomke, ki vidijo njegov odnos do te starožitne umetnosti. Najbolj se počuti v takih arhaičnih podobah, nerestauriranih in tako naprej, ki so znamenje časa, v katerih je kar čutil še sled človeka in je vedno, kadar je pisal, je vzdihnil, joj, zakaj nisem kot otrok, on se vedno želi biti kot otrok, da bi neposredno strmel umetnost, rekel znanost, refleksija, pa to skazi, čeprav da treba tudi seveda raziskovati, potem je pa tudi reskovalna, skratka. Ona se zelo sistematično lepo prikaže ta negodno do slikarstva. No, kolega, ki potem ni žal mogel sodelovati z oddelka za umetnost Vino Gašper Cerkovnik, je pa že se spomnim, kot seminarsko nalogo je delal kiparstvo 16. stoletja in zato je zbral Cevca in renesanso, kajti Cevce se ukvarjal z gotskim kiparstvom, to je že dostkrat dobro raziskano, so tega ni noter, in pa seveda je to raziskovanje do baroka raztegnil, čeprav se vsem ukvarjal, in zato se je dotaknil tudi renesanse, kjer je poročeval v 16. stoletju renesančne nagrobnike, ki so glavna zvrst kiparstva. No, potem pa ta Cerkovnik je obljubil, da bo napisal za zbornik, pa tudi zadržkov bi tudi ni mogel, in zbornik je že tako tenek, potem sem pa jaz, ker ga temež na tvojem to skočil in sem to pa napisal za zbornik. Čeprav sem s tem posebej ukvarjal, sem pa potem nekaj dobil s tem zaradi tega posebno veselje, kajti to sem upletel nekaj spominov svojih, oziroma ker sem poznal osebno vse te umetnozgodovinarje, te generacije slovenskih srednjih učencev, ki so med sabo se dostikrat sodelovali, hkrati niso mali, pa smo imeli različne poglede. Sem to vedel, še kaj bi mojstri se to umetnozgodovinar, nareskoval gradove in podobno. In sem to noter vključil, ta odnos do renesanse. Kajti takrat, ko sem jaz študiral, pa še z gimnazije se videl, je enostavno veljalo za največji desiderat, ali ko ne rečem, slovenske umetnozgodovine, tudi nimamo renesanse, profesor Šumi je imel to celo za slovenski kompleks, nimamo renesanse, pa dokazati, da jo imamo. Skliceval se je pa lahko umetnozgodovinsko tudi na to, da je študentom vedno poudaril, da je prva polemika ali pa dialog med mojstroma prvima slovenske umetnozgodovine, se pravi Cankarjem in Steletom, je bil ravno v vprašanju renesanse. Kajti, ko je Stele napisal svoj prikaz, doktorski, srednjeveški fresk, je seveda gotovo, da se ta kulturni pojav izteče v sredi 16. stoletja. En najkvalitetnejših fresk je takrat Sveti Primož in je videti znotraj tega pojava, ki je v osnovi gotski, se pa interpolirajo spomenike pa zelo renesančne. Ampak so to štel nekako še v gotiko. Cankar pa gledal samostilno, ne videl prostor, je tako renesansa anatomija, ne rekel, to je renesansa in je zato zarezo, kdaj se začne renesansa postavil zaradi Primoža v Kamniku leto 1500, Stele pa sreda 16. stoletja. To je take blage dialoga, vsak sem imel po svoje. Prav, ne? No, Šum je pa hotel dokazati, da imamo renesanso in se sklon na gradove. Kajti gradove so vedno manj obdelavali v umetnozgodovini, ker so manj razkošni, manj estetsko unikavni kot cerkve. V 16. stoletju je pa bila nova turška nevarnost in so sistematično spet utrdbe delali, ki so bile zaradi obrambe, ne iz ljubezni do umetnosti, ne. Ampak so le elementi, so pa vsi renesančni. In tu mi potem rekel Šum, če je 300 gradov, zakaj bi bila renesansa manj pomembna kot je gotika in barok. Cevc je pa seveda menil renesansa prerad umetnosti, 16. stoletja je pa čas balad, turški bojev, kuge in podobno, to ni razcvet umetnosti, ampak je videl samo odstenke in podobno. Nagrobniki so pa tudi baladni, ne. No, Šum je pa poleg tega, poleg gradov, se je pa prvo tudi omenjal, ki je zelo zanimivo na cerkveno arhitekturo, ki je po formi gotska, ne preko, da je treba uporabljati strukturno metodo, tudi če so okna šilasta, če je vse gotsko, po formi je pa po občutju bolj posvetno, tako naprej, torej, če ni gotsko, je renesančno. To je bila strukturna metoda, to je pa že malo deloma, ne, in so tukaj čisto različni pogledi. Tako da je Cevc meni rekel, da je Šum iz Zedemarča, ker če tako rečem, ker Zedemar je strukturno metodo upenil. Cevc je pa rekel, Šum je pa rekel, da je Cevc za 100 let zaostal, ker se ni nov metod uprejemal, ampak samo rekonstruiral resničnost. Torej, zelo različni so bili možje in turišče teh nesporazumov, ali pa to bi rekel, arhitekturacija pa ravno renesansa. In če je Šum dal kakšno arhitekturo kot dokaz, da je tukaj že renesansa, in mojstrici imam pomer, da pa dokaz, da je to že
da se dokaz, da je do gotika še takrat trajala, ampak sem imela spet vsak svoj prav, vsak je nekaj iskal, ampak to je bilo zelo, danes se je to poleglo, ne, da imamo dneve renesanse in podobno, takrat je bilo pa to taka za slovenski narod nekako zelo ekstenčna tema, skoraj sem doživel, Cevc je pa vedno govoril, sam za eno cerkev prizna, da je res renesančna, je to Leskovec pri Krškem. Na to zdaj predolgo govorim, ampak to je taka, da sem tole lahko malo spomin, ne, opisal. Potem je pa sledi še umetninska tema Petra Krečiča. Krečič je pa pisal o Cevčevi knjigi Slovenska umetnost kot o risu 3. Kasneje, na koncu je pa dodal še kratek pogled na njegovo kritiko sodobnih umetnikov, kajti Krečič je, kot veste, je diplomiral z diplomsko nalogo o slovenski likovni kritiki med obema vojnama, zdaj pa nadaljeval še na čas po vojni, ker je bil Cevc eminentna taka osebnost. Na ta problem o ris 3, o Cevčevi knjigi Slovenska umetnost, je pa na akademiji tudi poseben simpozij ob 90 let njegovega rojstva. To je bila pomembna knjiga. Ne? Stele, prva pomembna slovenska umetninska knjiga je Steletov ris zgodovine umetnosti pri Slovencih z leta 24. Ne? In to knjigo je Cevc imel zlata knjiga. Cevc je v leta 66 napisal pregled kompletne slovenska umetnost, ker je vse, kar so raziskali Steletovi učenci vključil, ne? In ta knjiga je dobila pa neko znako Oris 2. Šumi je pa v zbirki Pogledi zbral svoje spise, ki kažejo pogled na umetnost njegov, kot neko programski prikaz njegovega gleda na umetnost zgodovino. Krečič je napisal oceno in takrat Šumi ni bil čez dovoljen, je rekel Peter tle to piše, ne? Pa tudi predpoveduje vedno, kako to čudi se, da nisi opazil, da je moja knjiga Oris 3. No, potem ga imenuje Krečič to knjigo Oris 3 in primerja te knjige in podobno, kot rečeno, na koncu pa še Cevčeve kritike. Cevc je pa najbolj spremljal, subtilen kritik, ker je instinkt, ne, za lepoto in tako naprej, je pa interpretiral zlasti svoje vrstnike in sodobnike, mlajših toliko ni. No, temu pa sledi, kot sem rekel, Sergarjev prikaz, zelo subtilen, zanimiv, tam je veliko se tudi novega, ker Cevc zaživi tudi kot osebnost, kot tak original, domoljub, ljubitelj jaslic in tako naprej. No, zdaj, to bi Sergar več vedel povedati, tudi njegov boter, ne, skratka, to je zelo dragocen prispevek, ne. In sem hvaležen, da je omahoval, da je bil Janez pripravljen to napisati, da Cevc zaživi tle kot polnokrvna neko iz te perspektive osebnost, ker on je bil to tak original. To se tudi vsi spomnijo, tisti, ki so na sejah Slovenske matice z njim sedeli, ne? Starejši pa. Granda, ki je z njim debatiral v prihodnosti, da bo slovenska država samostojna in podobno, ne? In potem, ko se je le odločil, je pa mene, tako da sem jaz bil pravnik Borom in me je zelo kregal in je rekel, zavedaj se, to si napisal, da se umetnost neče z Adamom, ker mi se treba starejšo umetnost raziskati, da to je z lahkoto se novejšo ukvarjati. Ker je pa res, ker je to, kar je raziskoval, ne, je ogromno moral preučiti in podobno, pri mlajši umetnosti je pa pogledal, ne, pa če je imel dojemljiv, pa znal popisati v kipu, brez napora se javno napisal, ne, da je lahko. No, skratka, to je, mislim, da vse. Potem po zaslugi Janeza Sergarja, ne, je pa vključen še en prispevek, en kratek dnevnik gospoda Mavra, nekom že ki je spremljal dvakrat Cevca v Beneško Slovenijo, pa se je zapisoval. Cevc je pa rad hodil v Beneško Slovenijo, ker so ga zanimala ravno taka arhitektura, ki je zelo prehodna, stilno zanimiva, slovenska in tako naprej. Ne. To je bolj zanimivo, kot pa naprimer renesančna in celo ven iz izkušenj pri Sloveniji, naprimer on je štel kopersko umetnost, pa to je to italijansko in naprimer ni pustil enciklopediji Slovenije, da bi pod geslo renesansa dali koperske stvari in to je rekel, to je italijansko, takrat bilo, ne. To je bil tudi problem pri koperski knjigi, ne, kaže znov. In tako naprej, je pa z velikim veseljem to, kar je zaledil, ki je bilo slovensko raziskoval, ne, in se dalo večji odnos do njega biti, ker ga posebej je pa ljubil seveda škofjeloški okoliš, to je pa Križna gora in arhitekt Jernej iz Loke in slikar Andrej iz Loke in je, ker so bile povezave, so tja hodili v Beneško Slovenijo in potem razkovali, to on, koliko bi odkril v kraju vasi Kravar, kot tukaj piše ta Mavar tudi, ne, pričevanje Jerneja iz Loke. No, na koncu je pa še kratka debata napisana in je stvar končana. Zdaj povzetka pa sem že predolgo verjetno govoril, najbrž ni treba, ne? Isto govore. Hvala. Ja.
Najlepša hvala za ta izčrpen prikaz še tretje knjige. No, zdaj pa sledi res Štefan Barbarič, življenje in delo Štefana Barbariča, ki ga bo pa predstavila Vesna Mikolič, torej urednica te knjige, ki sem rekel, bila skupaj izdana z Mestno knjižnico Ljubljana. Hvala lepa. Torej, bila sem pozorna na predstavitve svojih predhodnikov in vsi ste izpostavili za te osebnosti, ki jih predstavljamo danes, oziroma zbornike o njihovem delu, da so bile to avtentične, polnokrvne osebnosti. Ne? In seveda ne čudi, ne? Ker sicer ne bi Slovenska matica izdajala o njih del, ampak lahko rečem, da je taka osebnost se pokazal tudi Štefan Barbarič, in sicer tako na konferenci, na posvetu, ki smo ga organizirali. Res, to je bil Zoom posvet, ampak mislim, da je bila debata kljub temu zelo razgibana. In hkrati torej sedaj v zborniku, kjer smo, torej v tej monografiji, kjer smo zbrali 7 prispevkov, torej vseh tistih, ki smo tudi sodelovali na konferenci. In prikazali smo nekako, smo šli skozi njegovo življenjsko in poklicno pot, ki je bila izjemno tudi razgibana. Torej, rodil se je v Turnišču, v Prekmurju, tam je tudi torej, v Prekmurju, v Murski Soboti končal gimnazijo, potem začel torej študiral v Ljubljani, ampak vmes med drugo svetovno vojno tudi določen del svojega študijskega obdobja preživel v Budimpešti, potem dokončal študij na Univerzi v Ljubljani in se tu tudi zaposlil kot asistent, torej začel to akademsko pot kot asistent primerjalne književnosti, torej v bistvu je seveda Štefan Barbarič diplomiral iz primerjalne književnosti in deloval kot slovenist in komparativist vse svoje življenje. Ampak, kot rečeno, nekako pot ga je vodila po različnih krajih te jugovzhodne Evrope, torej poleg Ljubljane in Budimpešte, je potem pravzaprav prav po tem obdobju na Ljubljanski univerzi, ko je moral zapustiti svoje asistentsko mesto skupaj s svojim mentorjem Antonom Slodnjakom, je potem svoj doktorat zaključil na Univerzi v Zagrebu, deloval pa je potem kot docent za slovensko književnost, slovanske književnosti na Univerzi v Zadru. No, ko se je potem v 70-ih letih vrnil v Slovenijo, v Ljubljano, je prišel ravno kot urednik in tajnik Slovenske matice, tu odigral pomembno vlogo in podobno, po desetletju, skoraj desetletju na Slovenski matici je potem tudi skoraj desetletje deloval kot ravnatelj tako imenovane Slovanke, torej slovanske knjižnice tu v Ljubljani. No in nekako smo seveda izpostavili tako njegova, bomo rekli, poslovodska, organizacijska dela, kot njegovo slovstveno delo. Tu je bil pomemben, ker je obravnaval predvsem slovensko književnost, ampak seveda z različnih aspektov. Posvečal se je protestantizmu, romantiki, realizmu moderni, zelo pomembna je bila njegova monografija, izčrpna monografija o Josipu Jurčiču, pa tudi to, da se je ukvarjal s teoretskimi deli, recimo s tipi slovenskega romana, torej od leta 1866 do 1886, torej ravno v času, ko se je slovenski roman najbolj razvil, in pa tudi to, da je obravnaval zelo izčrpno, zelo natančno tudi delo nekaterih literarnih zgodovinarjev. Njegova monografija Turgenev in slovenski realizem pa je pomenila prvo pomembno slovensko študijo primerjalne slavistike. In o vsem tem njegovem delovanju in deli smo in torej njegovem, kot sem rekla, tudi nekaterih vodilnih, vodstvenih položajih smo to pregledali v teh prispevkih. Sama sem na kratko povzela njegovo, kot rečeno, razgibano biografijo, medtem ko je potem kolega Mladen Babičič z Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik na Ljubljanski univerzi, ki pa deluje na Univerzi v Budimpešti,
in je zato predstavil, tam prišel tudi do zanimivih dokumentov, tudi do indeksa Štefana Barbariča, ko je tam študiral in je predstavil njegov študij v Budimpešti. Tako smo si lahko pogledamo tudi pomembne profesorje, pri katerih je študiral, opravljal izpite Štefan Barbarič. No, seveda je zanimiv prispevek Toneta Smoleja z Filozofske fakultete tukajšnje univerze, ki je predstavil prav razmere, ki so botrovale temu, da sta Anton Slodnjak in njegov asistent morala zapustiti to delovno mesto, in v bistvu je Tone Smolej se dokopal torej tudi do nekih dokumentov, ki so prvič analizirani in so dejansko zelo natančno osvetlili, zakaj se je to zgodilo, in o tem je tudi na naši konferenci tekla kar res razgibana debata. Hčerka recimo Štefana Barbariča, Nada Barbarič-Nasko, ki je bila tudi prisotna, tudi nekaterih stvari ni poznala in je bilo zelo zanimivo slišati. Hkrati pa je seveda to bilo potem tudi dobro izhodišče za pogovor oziroma za predstavitev Aleša Gabriča, ki je Štefana Barbariča predstavil kot tajnika in urednika Slovenske matice, kjer je tudi odigral pomembno vlogo pri postopkih za objavo Kocbekovih in Hofmanovih del, ki sta oba odpirala za tedanje razmere občutljive teme, in Barbarič je svojo, bomo rekli, diplomatsko zmožnostjo pač uspel pripeljati ta dela do konca. Hkrati pa je odigral pomembno vlogo tudi pri drugih dejavnostih Slovenske matice, prav on je tudi oživil izdajanje tedanjega glasnika naše matice. No, zadnje plodovito obdobje Štefana Barbariča, torej obdobje njegovega nadaljevanja v Slovanski knjižnici, pa je predstavila Kristina Košič-Humar, ki je tudi danes bibliotekarka v tej knjižnici, in je izpostavila, kako je bilo to najbolj, bomo rekli, literarno plodno obdobje Štefana Barbariča, ampak tudi Slovanka je v tistem času pravzaprav zaživela, tako dosegla je še višje bibliotekarske standarde, obenem pa razstavna dejavnost Slovanke v tistem času je bila izjemno bogata in sploh je takrat pridobila status ene najpomembnejših študijskih knjižnic v Ljubljani in tudi v slovenskem prostoru. No, Milena Mileva Blažič se je pa posvetila njegovemu prevajalskemu delu na področju mladinske književnosti. Tu se je pokazala njegovo poznavanje slovensko-madžarskega skupnega prostora in tu je tudi poznavanje madžarskega jezika. Tako je prevedel znamenite Dečke Pavlove ulice in pa zbirko madžarskih pravljic, in Milena Mileva Blažič umesti ti dve literarni deli v okvir mladinske književnosti tedanjem in tudi sedanjem času. No, in torej na koncu je to njegovo življenjsko in poklicno pot pomembno osvetlila res z enimi takimi zelo osebnimi spomini, kot rečeno, Barbaričeva hčerka, Nada Barbarič-Naskov, ki je izpostavila seveda tudi njegovo osebnost v smislu, da ga je pravzaprav po vseh teh obdobjih, po vseh teh krajih, ki so bili včasih pač, bomo rekli, nek bolj ne znak izbire, ampak nekako prisile, ampak da ga je povsod po teh postajah življenjskih in poklicnih vodila ljubezen do knjige, da v resnici da mu tega nikoli niso mogli vzeti, da ga materialne stvari pravzaprav niso zanimale, in najbrž je tudi zaradi tega v bistvu vse svoje življenjsko in poklicno obdobje bil uspešen, kamorkoli je prišel. In tako da bi s tem tudi zaključila, da je Štefan Barbarič bil človek, ki je
obogatil s konkretnimi rezultati naš slovenski prostor, hkrati pa s to bogatil ta prostor s svojo predanostjo do knjige in tudi s to senzibilnostjo, senzibilnostjo za stik med različnimi književnostmi in kulturami, ki jo je prinašal ta prostor kot Prekmurec. Tako da, toliko. Najlepša hvala še za to, zdaj pa pridemo še k tistemu knjige, ki je zadnja prišla iz tiskarne in nekoliko postopov vse o tem, da tokrat ne gre za obletnico kakšne velike osebnosti, ampak obletnico velikega dogodka, torej ob 100-letnici koroškega plebiscita. Knjigo pa bo predstavil urednik Danijel Grafner. Danijel, izvoli. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Ja, res je, knjiga Koroški plebiscit je pravzaprav rezultat ali pa izdelek enega nameravanega znanstvenega simpozija iz oktobra 2020, ki je žal zaradi COVID razmer odpadel. Organizatorji tega simpozija so bili trije, Slovenska matica, Inštitut za narodnostna vprašanja in Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu. Vse skozi je bila želja nekako uredniškega odbora ali tistih snovalcev tega zbornika, da poizkušamo poleg teh klasičnega vedenja o koroškem plebiscitu nagovoriti tudi, kar je bilo v tem času narejenega novega, pa morda tudi, kako je to vplivalo na današnje razmere. Do določene mere seveda se nam je to posrečilo, v veliki meri pa seveda ne, ker gre za kompleksen zgodovinski pojav, zgodovinski proces, ki seveda ne predstavlja osebnosti, kot je bilo že rečeno, vendar je zaznamoval usodo številnih ljudi. In to je iz knjige na nek način tudi vidno. Zdaj, koroški plebiscit leta 1920 je bil le eden izmed plebiscitov, s katerimi so zmagovalci po prvi svetovni vojni urejali Versajsko Evropo. Za nas je seveda najbolj pomemben, ker se neposredno tiče naše zgodovine in naših odnosov s sosednjo državo, z Republiko Avstrijo, ki jo pravzaprav te odnose zaznamuje vse do danes. Po izgubljenem plebiscitu je slovenski narod in slovenska elita dojemala ta poraz kot nacionalni poraz, kot izgubo Korotana, zibelke slovenskega naroda, germanizacijske pritiske nemško-nacionalnih društev in deželnih koroških oblasti, pa kot v nebo pijajočo krivico. To je bilo razmerje, to so bile razmerje tukaj v Sloveniji, dočim je na avstrijskem Koroškem seveda prišla do izraza tako imenovana zmaga v nemški noči, Sieg in Deutsche Nacht, kot opisuje pravzaprav tvorec plebiscitne propagande na avstrijsko-nemški strani Hans Steinacher, in je močno vplivala na same odnose med obema republikama in seveda na raven manjšinskih pravic, ki so jih koroški Slovenci imeli med obema vojnama in po drugi svetovni vojni. Zdaj, sprostitev teh domovinskih čustev na avstrijski strani je pomenilo v poplebiscitnem času odhod slovenske inteligence, ki je bila v takratni srednji Sloveniji, lahko rečemo, lepše sprejeta kot pa primorska inteligenca, to že lahko rečemo, toliko virov zgodovinskih imamo že. Seveda so pa te povezave po plebiscitu znotraj tako imenovane civilne družbe postale izredno močne. Sam zbornik tvori 12 prispevkov različnih avtorjev, ki prihajajo iz slovensko-avstrijskih in madžarske univerzitetne oziroma inštitutskih ustanov. Odločili smo se na Slovenski matici, da izdamo zbornik v celoti v slovenskem jeziku, kajti nekateri avtorji nemško govoreči, vsaj 4 prispevki so bili pisani v nemškem jeziku. Odločili smo se pa ravno zato, da slovenskim bralcem ponudimo celoten zbornik v slovenskem jeziku in kot je že Aleš to povedal, to je pravzaprav en taki zaokrožen pogled
je to prvi po letu 1970, ko je ravno na pobudo Slovenske matice in nekaterih raziskovalcev na Inštitutu za narodnostna vprašanja takrat nastal nepogrešljiv zbornik Koroški plebiscit. Zdaj, kako sam plebiscit zaznamuje današnjo stvarnost, opisujejo številni prispevki, lahko samo povemo, da je po koroškem plebiscitu v drugi svetovni vojni, po vojnih grozotah druge svetovne vojne, po ukinitvi dvojezičnega šolstva, po podpisu avstrijske državne pogodbe, po ukinitvi dvojezičnega šolstva leta 1958, v 70-ih letih po štetju posebne vrste, po tako imenovanju podiranju dvojezičnih napisov, nekak strah in to razmerje do naših sosedov, do Avstrijcev, nekako se uredilo šele po letu 1991, po vključevanju Slovenije v mednarodne integracije in po nekaterih poizkusih tako imenovanega konsenza na Koroškem. Ti poskusi sicer, kot je zapisano v zborniku, segajo že znotraj krške škofije že v 70. leta, vendar so kulminirali v leto od 2005 dalje, ko so se številni deležniki, torej tako iz slovenske strani kot iz nemško-nacionalne ali pa večinske strani, začeli pogovarjati, začeli voditi en dialog, ki je prinesel en rezultat. Prinesel je predvsem zmanjšanje nemško-nacionalnega pritiska in z izvolitvijo novega deželnega glavarja leta 2013 Petra Kajzerja pravzaprav en pospešek enemu boljšemu sožitju na Koroškem. Na slovenski strani seveda s tem, ali pa tako na slovenski strani smo od tega dialoga pričakovali precej več, v smislu uresničitve ali pa dokončne uresničitve tako imenovanega 7. člena avstrijske državne pogodbe. Opazno je, torej raziskovalci opažamo, da te pravice pritekajo zelo počasi in po kapljicah. Vendar, kakorkoli že, na Koroškem so se razmere med obema narodoma izboljšale. Če naštejem avtorje, ki so pisali, Teodor Domej je pisal o narodno-politični diferenciaciji med Slovenci na Koroškem in kako je to narodno-politična diferenciacija vplivala na same rezultate koroškega plebiscita, na glasovanje, posledično na razmere po plebiscitu. Matjaž Klemenčič opisuje germanizacijske procese na južnem Koroškem, pravzaprav od Avstro-Ogrske, pa tudi še v času po plebiscitu, pa tudi po drugi svetovni vojni. Andrej Rahten se ukvarja z diplomacijo, poda nekatere novejše drobce iz diplomatskega dogajanja na relaciji med Avstrijo in Slovenijo. Mlad koroško-slovenski zgodovinar Filip Jernej piše o jugoslovanski upravi na avstrijskem Koroškem. Zelo zanimiv prispevek je prispevek Klausa Schönbergerja iz Alpe-Jadranske univerze v Celovcu, ki pravzaprav razgrajuje vse prisotni mit o Hansu Steinacherju na avstrijskem Koroškem. Hans Steinacher je bil tisti, ki je ustanovil koroško domovinsko službo oziroma Kärntner Heimatdienst, ki je vodil plebiscitno agitacijo na avstrijski strani v času med leti 1919 in 1920. Bil pa je kasneje tudi vključen v razne kombinacije nacistične stranke v Avstriji in Nemčiji, če zelo skrajšam. Schönberger je ta mit nekako, je temu mitu nastavil ogledalo, s tem, da se je predhodno pravno zavaroval, da ne bi bil slučajno deležen kakšnih pravnih sankcij koroške domovinske službe oziroma Kärntner Heimatdiensta. Kolikor vem, se to do sedaj ni zgodilo. Ulfried Burz, zgodovinar prav tako iz Alpe-Jadranske univerze v Celovcu, na nek način razgalja ta duhovno podobo koroškega obrambnega boja,
ki je vse prisotna na avstrijskem Koroškem, lahko rečemo tudi do danes, v nekoliko manjši meri, pa vendarle, razgalja pravzaprav tiste apologete nemško-nacionalne miselnosti na Koroškem, med drugim tudi Martina Vuteja, in je kot tak zelo zanimiv za slovenskega, ta prispevek zelo zanimiv za slovenske bralce. Tina Bahovec, ravno tako iz Alpe, iz Univerze v Celovcu, piše o vlogi žensk v plebiscitni agitaciji na Koroškem. Brigitte Entner iz Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu piše o manj znani tematiki iz tega obdobja, in sicer o tako imenovani konfinaciji, ki so jo izvajali slovenske in avstrijske oblasti v času plebiscitnih bojev 1918 in 1919, predvsem 1919, na avstrijski strani. Ugotavlja, da so tiste eksponirane, tako imenovane slovensko-nacionalne Slovence avstrijske oblasti konfinirale v avstrijski del dežele, prav tako so tukaj delale slovenske oblasti, kar je, na primer, manj poznano. Iz univerze v Budimpešti prihaja György Lukács, ki nam predstavi plebiscit v Sopronu. To je bil eden izmed plebiscitov, ki so se dogajali po prvi svetovni vojni. Sopron je pravzaprav še danes velja na Madžarskem kot torej srčno mesto, kot mesto resnice, ki se je takrat odločilo za, ali pa ki je takrat pripadlo Madžarski. Sam pišem o koroških Slovencih, beguncih po plebiscitu in njihovi integraciji v slovenski prostor. Ta inteligenca je med obema vojnama, pa tudi po drugi vojni, bila prijetno ali pa prijazno sprejeta. Mnogi so zasedali univerzitetna, inšpektorska, zdravniška mesta, bili so učitelji, tudi podjetniki. In so v takratni Sloveniji, osrednji Sloveniji, leta 1928 ustanovili društvo, ki jih je združevalo, in na primer dve društvi pravzaprav delujeta še danes, glede na starost, bom rekel, že hodita s palico, ampak vendarle še delujeta in nudita pravzaprav danes neko platformo koroškim Slovencem, ki kako prihajajo v osrednjo Slovenijo in predstavljajo svojo kulturo. Štefan Pinter, nekdanji profesor na celovški gimnaziji, na slovenski gimnaziji, seveda nam prikaže plebiscitne proslave na avstrijski strani, kaj je to pomenilo v nekem zgodovinskem narativu pri nemško govorečih Avstrijcih še danes, vendar v manjši meri, pa vendarle, in konča se pa zbornik za Marijo Vakovnik, ki govori o razmerah za koroške Slovence in Slovenke tudi danes, izpostavi nekatere nevralgične točke, kot je jezik, šola in še nekatere, ki tudi danes niso zadovoljivo urejene. Zdaj, kot že rečeno, terminološko zbornik naslavlja številne procese etnizacije zgodovine ter nekatere novejše procese, na primer z biografiko, že omenjeno Hansa Steinacherja, pa tudi s tako imenovano kulturo spominjanja, ki se v zadnjem času, to je potrebno povedati, precej na Koroškem spreminja. Naj končam s stavkom, ki ga je oktobra 2020 izrekel avstrijski predsednik Alexander van der Bellen v Celovcu, ko je bilo obeleževanje 100. obletnice koroškega plebiscita, in sicer v slovenščini je izrekel stavek: kot zvezdnik navajam, kot zvezdni predsednik bi se vam želel iskreno upravičiti za krivice in zamude pri uresničitvi vaših ustavnih pravic. Seveda ta stavek na simbolni ravni, čustveni ravni pomeni zelo veliko za koroške Slovence, neposredno
ali pa posredno tudi za nas, Slovence, seveda za željo in pričakovanjem, da bo Avstrija tukaj še storila korake in udejanjila to tako imenovano boljšo sobivanje tudi na neposredni materialni ravni v obliki manjšinskih pravic koroških Slovencev. Jaz bi s tem zaključil, pa sem seveda odprt za morebitna vprašanja. Najlepša hvala še Danielu. Morda, ker je že omenil, da so bili nekateri prispevki prevedeni v slovenščino, kakor vem, je bila tudi že ideja, da se pa Avstrijci so zainteresirani, da bi vse imeli v nemščini, ne? Torej, da bi celoten zbornik imeli. Kako bomo se naprej pogovarjali, bomo še videli. Torej, bili smo, upam, da ne predolgi, kakšno akademsko četrt smo si zraven prošli, bili smo izčrpni, konec koncev pa smo predstavljali lepo letno zbirko 5 knjig nove zbirke. Tako da, prosim, če so še kakšno vprašanja, tukaj imamo urednike in mislim, da ne bo problem najti primernega za odgovor. Prosim, Davis. Jaz bi gospoda Mička Komelja vprašal, zakaj ni sodeloval nihče od sinov. Zakaj ni nihče od Cevčevih sinov sodeloval pri zborniku. Ne? Gre vendarle za zelo intimne in hkrati, bi rekel, kulturno široke ljudi. Zlasti eden, ko ga jaz poznam, je zelo velik zbiralec. Jaz ne vem, mislim, Ja. Če so nekateri drugi zborniki, kjer sodelujejo hčerke in tako naprej, bi najprej bilo logično, da sodeluje nekdo, ki je najbolj intimno povezan z Emilijanom Cevcem. Na zborniki očetka mišljen samo, da prikaže njegovo literarno znanstveno delo. Potem se pa spomnil, sem na sejah sedel skupaj s Strgarjem, ki je njegov sorodnik in veliko ne ve, da je on napisal ga v tej sebi. To pa nisem pomislil, to pa nisem vedel, da so tukaj sorodniki sodelovali, ne. Sta pa bila sinova, koliko vem, zelo zadovoljna, ker ko so dobili zbornik, je jim pisal, ne. No, predvsem sin gotovo več ve kot nečak, ne, mislim, to je srečo. To je kot dodatek bilo, v bistvu je bilo prikaz njegovega delovanja, ne. Mislim, po osebnosti, kot jo poznamo skozi javno predomanje, ja. Tako da. Pa še nekaj, no. Ja, lahko bi posebej, čakaj, Jan Strgar, drugače. Bi bilo hvalevredno, gotovo. Res pa je, da ko smo izdali te zbornik, niso si novi bili nič pripravljeni, kaj se dodati. Tale resnica in smo kontakt spostavili, tako da... Ja. Ko smo se zmenili, da imamo še posebno vključevanje, recimo, mojih stricev in Germanskem motru in so člani upravnega odbora. Mi da so skupaj v upravnem odboru Slovenske matice dolgo časa sedela skupaj in ko mi je bilo to poverjeno, sem jaz oba svoja bratranca, Gregorja in Matija, povabil tudi, da mi še kaj sugerirata oziroma kaj prispevata. Oba sta imela možnost tudi potem moje predavanje, ki je relativno na agenciji sicer glasalo, tisto, ki je bilo predstavljeno na Zoom simpoziju, prebrati. Nekatere detajle je Gregor dodal ali korigiral. Matija ni imel časa, ki veste, da je v COVID-u, pa je v sindikatu zdravniškem in tako dalje. In zlasti je še drug bratranec potem več kot oba sinova fotografij prispeval za zbornik. Tako da bi bil namen, da se ju oba sinova izključuje, to sploh ni bilo. Če bi želela kaj več, sta imela možnost potem, ko smo za tisk pripravljali. To pa, kar je že akademik Komel rekel, da to sta prebrala, sta tudi zadovoljstvo izrazila. No, Gregor mi je celo napisal, da je marsikaj zvedel o očetu, česar prej sam ni vedel. Najlepša hvala. Še eno vprašanje, ali sem komentar tega? Mene zanima, glede na dogajanja v Videličah, sicer to je post plebiscitu, ampak so povezana tudi resničene stvari iz teh dogajanja. A v zborniku to ne najdemo, a je nekje posebej to obdelano? Sam te oziramo.
Ja, hvala za vprašanje. Ne, libeliče niso posebej obdelane, so v slovenski historiografiji libeliče zelo dobro obdelane, to dogajanje je zelo dobro popisano, neposredno pa ni. Ne. Če bi želeli to opisati, niso samo libeliče, še marsikaj drugega. Ne. Ja. Je pa tako, da smo vsebinsko nekako zasnovali zbornik tako, da bi prikazal res tiste nekatere osnove, pa nekatere novejše strani, ki so mogoče v Sloveniji manj poznane. Jaz bi samo še vprašal v zvezi s temi vašimi napovedmi dveh zbornikov. Jaz pogrešam zbornik, ki bi bil posvečen 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, pa na način, da ne bodo vedno solili pamet isti trije ljudje. Prelovšek, Kretič pa Havski. Da se bo povedalo nekaj o temnih plateh Plečnika, ki so zelo grde vizavi slovenskih umetnikov, zlasti na Dunaju, v Dunajski secesiji, v razstavi pri Mitkeju, na razstavi v Pragi, kjer je Plečnik blokiral svojega prijatelja, ker je hotel ustanovitelj Manesa ponuditi takoj slovensko razstavo in je Plečnik prepovedal, ker češ, da niso še dovolj zreli in tako naprej. Enkrat bi rad bral resnico, drugo je, kaj je bil Plečnik po spolni funkciji. Njegov učenec je rekel, da je bil pedofil. Se pravi, gre za to, kaj je on seksualno počel od rojstva do smrti. Enkrat bi rad vedel. In tretje, kaj je bilo partizanski odnos do Plečnika po vojni. Vem, da mi je Danilo First govoril o tem, da je nekdo hotel Plečnika praktično ustreliti, in ko sem ga vprašal, kdo pa je bil to, ja, to pa ne nočem povedati. Skratka, gre za hude stvari, ki bi morale Plečnika bolj človeško in bolj vsestransko in bolj odkrito predstaviti. Žal ni nič kaj takšnega, se upravičujem v načrtu, ker zmoremo 2 do 3 take posvete letno, je že veliko in potem so da tiste ideje, ki pridejo, iščemo sodelavce. Pride več idej na upravni odbor, seveda, in potem se mora vedno nekaj ljudi angažirati, ampak priznam, da Plečnik ni bil nikjer omenjen, kakšna njegova obletnica, tako da o tem nikdar prav nismo. Žal, ne moram pa. Torej, tudi pri nekaterih predlogih, ki pridejo, je treba pač se truditi pa sodelavce poiskati, ker smo še vedno, kako ne rečem, društvo z omejenim naborom zmožnosti. Ni bilo pa v Plečniku pravzaprav nobenega govora, niti ne, da bi ga vklopili, niti da bi ga izklopili, ampak ni bilo nobenih tovrstnih idej. Za letos, recimo, kar sem že napovedane rekel, je pač tisto, kar naj bi letos bilo izvedeno, računamo, da bi naslednje leto bilo pol v zborniški obliki. Hvala. Smo tudi Matija Jama, ne? Vseh je veliko, ja. Vseh je več, ja. Ja, zdaj se z Maticami. Hvala. Še kakšno vprašanje? Sam eno malenkost, ker je gospod Milček omenil jamo. Jaz bi res položil na srce Matici, da gre v dokumentacijo Moderne galerije, kjer je v rokopisu seveda 800 pisem Matije Jame Richardu Jakopiču. To so tako izjemna pisma in bi se spodobilo, da bi Matica prevzela to nalogo, da to izda v knjigi, ker je to pogled na umetnostno zgodovino iz Minka, iz Dunaja, iz sofijske razstave impresionistov. Kdor je to bral, bo padel nezavestno. Ampak do zdaj ni bilo niti enega umetnostnega zgodovinarja, ki bi to čutil kot temo, kot problem, kot strokovnost in kot znanost. Jaz sem bral tudi te pisma, kako Jama poroča, kaj je videl, katere razstave, katere umetnine, katere to upami, potem poroča iz Sofije, kjer je bila razstava impresionistov, ker je Jakopič ni mogel tja. Potem, kako je se pripravila razstava v Londonu, ki je Fabjani pripravil, je Jama po pismih učil Jakopiča, kako se angleško govori do Madone. Skratka, jaz se čudim vsem Milček, tudi tebi, da tega ne čutite kot nujo. Jaz sem zdaj slišal vprašanje, tako je kolegica. Sem slišal, da govoriš o tej korespondenciji, med Jakopičem in Jamom, tako naprej v Moderni galeriji. To je korespondenca, ki jo hranil gospod dr. Ilc, ki je bil vzet od Jakopiča, je zelo lepo hranil in je zdaj v Moderni galeriji in kolikor jaz vem,
so uporabljali vsi, ki so znanstveno to proučevali. Tomaž Brecki je napisal knjigo, ne, Slovenski impresionisti in evropska umetnost, tam citirano, tako da marsikdo je šel skozi. Jaz nisem, čeprav pišem zdaj tak pregled slikovit, ne bolj o impresionistih, ampak na en tak način, sem izhodišče slike. Res je pa to marsikaj zanimivo, ampak tisto, kar se tiče, ker nisem privatno tako publikovanja, ampak kar se tiče odnosa do umetnosti teh stvari, to je pa več kolikrat neče vsem, pa citirano in uporabljeno. Naprimer, kako so gledali Segantinja, enega mara, drug ne in podobno, kako so drugega kritizirali, se tudi kregali in tako naprej, ampak z umetnostnega vidika je to uporabno. Z tega privatnega pa se čudim, da te zanima, glede na to, da si bil kritičen, ko smo v Gostiši izdali knjigo, pa se rekel, da to ne sodi noter, da take stvari ne sodijo, če so bolj za to upravljanje, pa to zdaj za to govorim. Tam so take stvari. Umetniki so pa vedno, tudi tisti, ki veljajo, impresionisti in ekspresionisti, ki veljajo, da so bili prijatelji, sodelavci, so bili malenkosti, so se kregali, naslednjih spet ne, to ni bistveno, to bi se pri vseh, ne tega veliko. To, kar je pa bistveno, je pa vse, kolikor jaz vem, bilo vedno že vse upoštevano. Seveda bi pa dragoceno bilo, gotovo, če bi ta pisma bila zdana, tako kot so Plečnikova, pisem je med nekoliko 800, tudi Janez Kajzer, ki je preučeval, ko je pisal, je bil prav ganjen nad prijateljstvom Jame in Jakopiča, ko je pisal knjigo Macesen, tako da to je dostopno v moderni galeriji, ni pa objavljeno, tako bi pa bilo, tako kot so arhivski registri oziroma vsekakor ne bi bilo zanimivo strokovnjake, ampak ni to skrito in je javno in je bilo uporabljeno in tiste glavne stvari se pa tudi vedno citirajo, tudi iz druge roke, ki se citirane, kaj Jakopič je rekel, naprimer Jana je trdil seveda, da Jakopič površen, ampak mu je priznal, da dela z intuicijo, da je nadarjen, rekel sem pa kot delec, pa se trudim in podobno, skratka, da so drugi tudi en drugega tudi spodbujali, V glavnem je bilo pa to prizadevanje za to, da bi enostavno lahko uveljavljali slovensko umetnost skupaj državi. Znotraj so bili pa različni odnosi, ker so bili to vedno različne osebnosti. In to velja za neodvisne, za klub mladih, za vse in te korespondenca dragocen vir. Ker so pa temelj, slovenstva, če tako rečem, niko umetnosti, pa to zaslužili, da bi izdali kot korespondenca, kot gradivo, kakorkoli. To pa ne vem, zakaj nekdo bi to lahko izdal, Matica težko najbrž, V takem obsegu verjetno ne, lahko bi pa tudi, če bi bil kakšen nabor, samo to je stvar, da mora nekdo to upraviti, to je verjetno največja težava. Tako kot je bilo pač letos izdano pisma iz Londona od Lidije Cviter, bi v takšni obliki pa kaj takšnega še ostala kakšna primerne, bom rekel, seveda tudi pisemska korespondenca lahko bila, ker je seveda zanimivo eno iz človeškega vidika, eno iz osebnostnega vidika in nakazilo duha časa. Je pa tudi res, da je to hud pa mukotrpen posel, ki ga mora pač nekdo opraviti. In seveda lažje se potem pogovarjaš o izidu knjige, ko imaš tekst. Potem je veliko lažje. Hvala. Če torej ni več vprašanj, smo bili dolgi, bi se vam lepo zahvalil in se vidimo ob naslednji priložnosti, ki bo upam zopet tako bogata knjižna žeto. Hvala.